Atmosferci smo motosezono odprli v slogu. Na zavitih cestah pod najvišjim delujočim evropskim vulkanom Etno in za krmilom ene najbolj težko pričakovanih motociklističnih novosti. Čist novega dinamičnega adventure motorja BMW-ja F450 GS. Kakšen pa dan, pa kakšna dva stroja, Marija! Lahko bi zdaj začel naštevati tehnične podatke, lahko bi začel naštevati specifikacijo, ampak povem vam samo eno stvar. Ta motor moraš pogledati najprej kar neznanca, pa rata dober prijatelj. Zakaj? Če pogledaš eno osebno izkaznico znanstvenika, tudi ne veš, da je znanstvenik, ga moraš spoznati in to je točno to. 35 kW, A2 kategorija vozniška, vsak bo rekel, ja, ok, kaj so pa naredili, nič posebenega. Ampak ta motor je res poseben. Glejte, jaz vam tako povem, nisem še navožen na motorju tako kot v avtomobilu, ampak sem se zjutraj usedel najprej na road oziroma šport različico, osnovno različico, ki v Sloveniji stane 7000 €, ta prvi kilometer, ta prvo prestavljanje, ta prvo potiskanje krmila, sem si rekel, wow, lahek, odziven, izjemno prijazen. Če vam povem, sem na 6,5 palčnem zaslonu sem pogledal malo kote naklonov, z lahkoto s tem motorjem, jaz, ker nisem najbolj navožen motorist, 48-stopinjski naklon, ampak predvsem res tale stroj je narejen za res uživati in nimam kaj drugega reči kot vrhunski paket, vrhunska dva motocikla, ta klasa, lahka, pa čista prav GS. In dejansko je to, kar so nam inženirji cel dan govorili, to ni baby GS, to je lightweight GS. In tako kot se ta velik GS pele, se zna ta tudi pelati, samo vse je ful lažji, pa ful bolj okretno. 178 kg res lahkega in čudovito obvladljivega, a vendar tako zelo neposrednega, natančnega, a še vedno pravega GS-a. Ta izkušenj jih ne bo razočaral kot pravi plenilec ovinkov in potovalnih kilometrov, ne glede na podlago pod kolesi. Začetnike pa ne bo strašil z maso, višino in širino boks radiatorjev ter prtljažnih zmogljivosti. Pa vendar je to tisti GS, ki si lahko oprta še za lastno težo tovora in se z opremo trofi odpravi na ekspedicijo. Kljub temu, da je potem njegov agregat skrit za močnim aluminijastim ščitom in od tal oddaljen 22 cm, boste na njem tudi manjši še vedno dosegli tla brez težav. Saj celo Rally Enduro sedež visok zmernih 86,5 cm, udobni cestni sedež pa je še 30 cm nižji. Ciklistično je čudovit. Prednje kolo je 19 in zadaj 17 palčno v prid kompromisu med asfaltnimi in terenskimi kilometri. Opcijsko nastavljive vilce imajo 18 cm hod. Z vso varnostno in komunikacijsko opremo predstavlja enega najboljših in ta hip tudi tehnološko najbolj dovršenih srednjeprostorninskih motociklov, zaradi katerega bo tudi prodorna kitajska konkurenca verjetno imela nemalo skrbi. Pa še eno opozorilo za vse lastnike ta velikih adventure GS-ov. Četudi bo tale nova 450 Capricorn postala drugi motor, tak za popravkih, za vsak dan, se zna zgoditi, da vam bo hudimano hitro zlezel pod rokavice in škornje, ter velikega brata naredil ljubosumenega. Sam povem. Tale agregat, to je nekaj neverjetnega. 420 kubikov, parallel twin, izjemno odziven motor, izjemno odziven, izjemno lepo laufa. Mehna poraba. Tako, cel dan smo se klele po teh sicilijskih cestah res preganjali. Pa ni popil več kot 4,2 litra na 100 km, kar ob 14-litrski posodi za gorivo pomeni več kot 300 km dosega. Nov prečno postavljen in vsega 46 kg agregat je strojni biser. Pika. Uglajen, a karakterno močan. Pri 6750 vrtljajih doseže 43 Nm navora in presenet z volkom. Njegovo bit predstavlja ročična gred s 135-stopinjskim zamikom ročičnih sornikov. Ta zasnova prinaša ta njegov izrazit čustven značaj, hkrati pa zagotavlja zelo nizko raven trasljajev in tako svilnat odziv kovine. Pa še beseda o eni pomembni inovaciji. BMW ERC, centrifugalna sklopka. Predstavljajte si tako, ko vklopiš to sklopko,
ki je mimogrede povsem mehanska rešitev, nima dveh aktuatorjev, tako kot recimo Hondin E-klač, ampak je čist mehanska, japonski dobavitelj je, centrifugalna sklopka, ampak predstavljajte si, ko si vklopiš ta sistem, lahko pozabiš na sklopko, lahko prepustiš, da sklopka dela svoj posel, ti imaš pa čez samo prestave. In tudi do popolne zaustavitve, do speljevanja. Ta sistem sem jaz prvič preizkusil na pesku, na plaži, na off-roadu in jaz moram reči, gledal sem dva res mojstra off-roada, Vilje sta delala, na počej sta pelala, ona dva sta rekla sicer, da sta uporabljala sklopko. Jaz sklopke nisem uporabljal, vklopil sem, se pravi ta ERC sistem, vklopil program Enduro in se zabavil. Ta inovativni strojni element je serijsko vgrajen pri različici GS Trophy. Na voljo je seveda tudi kot dodatna oprema za vse ostale različice 450. V kombinaciji s quick shifterjem praktično popolnoma odpravi potrebo po ročni uporabi ročice sklopke, od speljevanja do prestavljanja in zahtevnih manevrov, kot je denimo zaviranje sil. Srce sistema ERC je natančno delujoča centrifugalna enota v sklopki, ki sklopko vklaplja glede na vrtljaje motorja. Upravljanje je podobno kot pri klasični sklopki. Speljevanje poteka preprosto z dodajanjem plina v vključeni prvi prestavi. V gostem mestnem prometu, na ozkih ovinkih ali pa v terenski vožnji ERC občutno razbremeni voznika, saj učinkovito preprečuje kakršnokoli cukanje ali ugašanje motorja. Ta dva motorja bosta v razredu srednjeprostorninskih motorjev res premešala karte. Jaz jim dam čisto petico.